Te čas je rekel Jezus Nikodemu: nihče ni šel v nebesa, kakor tisti, ki je prišel iz nebes, Sin človekov. Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, kdor vanj veruje, imel večno življenje. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje vanj, ampak je imel večno življenje. Bog namreč ni poslal Sina na svet, da bi svet obsodil, temveč da bi svet po njem zveličal. Tu je Kristusov evangelij. Kamorkoli smo prišli, katerikoli samostan ali župnišče, po Montonu vedno vprašaš, koliko si dolžan, koliko moraš plačati za to noč. In zanimivo, kot rdeča nit so se ponavljali odgovori, skoraj vsi so odgovarjali, Romar nikoli nič ne plača. Romar prinaša blagoslov, odnaša pa vse naše prošnje. In se mi zdi, da če pogledamo naše življenje, mi smo Romarji. Ne samo takrat, ko rečemo, gremo na Dobrovo, gremo na Brezje, gremo v Lourdes, v Medžugorje, ampak iz dneva v dan smo Romarji. Smo se rodili, sveti Frančišek Asiški je rekel, da smo le popotniki in tujci na tem svetu. Pomeni, nismo doma, smo na poti, smo Romarji in če tako pogledamo, mi smo drug drugemu blagoslov, kakorkoli obračamo. In pa, ko smo na poti, kako Romarji, odnašamo tudi svoje prošnje, pa prošnje tistih, ki jih srečujemo, ki jih imamo radi, za katere bi želeli prositi in moliti. In to je romarska dinamika. V tem svetem letu je to še toliko pomembnejše, sveto leto je nekaj posebnega. Želi nas prebuditi, spodbuditi, da bi res bili Romarji upanja. Pomeni, mi živimo, mi verujemo, ampak od časa do časa je dobro, da se človek ustavi in da zopet popravi svoj življenjski kompas, če je potrebno. In Romanja so taka priložnost, ko to res lahko naredimo tako v miru. Vsa svetišča, romarska svetišča v glavnem, so posvečena Mariji, razumljivo. Marija je res velik zgled. Če listamo po Svetem pismu, ni veliko zapisanega, ni imela velikih nagovorov, ampak že samo njeno življenje in njena drža je tisto, ki nas nagovarja in pa spodbuja. V življenju niso vedno potrebna velika dejanja, pomembno je samo, koliko ljubezni je v teh dejanjih, tem, kar živimo, delamo, ustvarjamo, predvsem pa v naših medsebojnih odnosih. Smo torej Romarji in ne glede na čas ali pa letni čas ali pa svetišče, Romarji smo. Današnji praznik povišanja Svetega križa se mi zdi nezadene bistvo. Če bi vam postavil vprašanje, na kaj najprej pomislite, ko rečemo križ? Verjetno na Jezusa. Ampak takoj zatem imamo pred očmi njegovo trpljenje, pa kri, pa rane, vse tisto, kar boli. Če pogledamo naše življenje, pa rečemo križ, bi se gotovo hitro spomnili, kakšne preizkušnje v življenju, kakšne bolečine
bolečine, kakšne bolezni, kakšne nesreče, vse tisto, kar si človek v življenju ne želi, imamo v našem besednjaku, v naši glavi pod križ. In tam spredi ponavadi damo negativni predznak. Lahko še gremo naprej. Marsikdo ob križu reče, Bog me je kaznoval, Bog me nima rad. In kako nevarno je tako razmišljanje. Zakaj? Mi se lahko tako zapletemo v ta način razmišljanja, da ne moremo več ven in postanemo zagrenjeni, postanemo slabe volje in mislimo, kaj smo v življenju takega naredili, da nas je Bog na tak način kaznoval. Vse to, kar sem zdaj povedal, je človeški način razmišljanja. Kako razmišlja človek v svoji človeški omejenosti ali v človeški pameti. Današnji praznik, povišanje Svetega križa, pa odpre čisto novo perspektivo, ki nam lahko pomaga, da tudi mi v vsakdanjem življenju živimo drugače. Kako? Najprej smo poslušali iz 4. Mojzesove knjige. Izvoljeno ljudstvo potuje, bili so v suženstvu, potem bilo skozi puščavo, Bog jih je blagoslavljal, imel jih je rad, jih je božal, tu pa tam pa jih je tudi malo opozoril, če se niso lepo obnašali, po domače povedano. In kaj se je zgodilo? Uprli so se, protestirali so, poln kufer so že imeli puščave in enolične hrane in so pritisnili na Mojzesa. In kaj se zgodi? Bog dopusti sklopene kače. Jaz mislim, da je zelo malo ljudi na svetu, ki imajo radi kače ali pa terarijo doma malo. In če si predstavljate puščavo, kjer se nimaš kam skriti in se pojavijo sklopene kače. V Mojzesovi knjigi beremo, da so ljudje od teh pikov umirali in potem pridejo k Mojzesu, pa mu reče, da je reši nas. In Bog prosi Boga in Bog mu da recept, navodila, kaj ne naredi. Slišali smo bronasta kača in kaj se zgodilo? Vsak, kdo je bil pičen in je pogledal bronasto kačo, je preživel. Tu bi lahko potegnili črto in to preslikali v novo zavezo Jezusa Kristusa. Vsi mi smo izvoljeno ljudstvo, po krstu smo izvoljeno ljudstvo. In kakor izvoljeno ljudstvo imamo tudi mi svoje muke. Pomeni, gremo včasih levo desno in smo pičeni tako ali pa drugače. Ampak pogled na bronasto kačo, poklepalo na križ, na Jezusa Kristusa, pozdravlja. Tukaj bi lahko takoj počrtali evangelsko misel, ki je ena pomembnejših v Svetem pismu, v Novi zavezi skoraj gotovo in razodene Božji načrt za človeka. Slišali smo, Bog je namreč svet tako ljubil, da dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje vanj. Torej, v križu, v Jezusovem križu se razodeva Božja ljubezen do konca. Bog nas ima rad, poslal je sina Jezusa Kristusa in on je v ljubezni do vsakega izmed nas šel na križ, da bi nas odrešil. To je tako velika stvar, da je človeška pamet težko spravi v svoje okvirje. Ljubezen Boga se razodeva po križu. Spomnim se, pred leti smo romali z mladimi v Asizi, bili smo na Laverni, kjer je sveti Frančišek sprejel svete rane, stigme in bila je ena študentka, pa tudi meni, pa pravi, zakaj je šel Bog, zakaj je Jezus Kristus izbral križ, da nas odreši? A ni mogel izbrati kakšnega boljšega scenarija? In sem rekel, poglej, 3 dni še smo skupaj, pojdi, vzami list papirja, svinčnik in napiši svoj scenarij. Pusti fantazijo in pamet, prosto pot in napiši. 3 dni imaš časa. Čez 20 minut pride nazaj in pravi, ni boljšega scenarija. Križ, dati življenje za nekoga, več od tega ne moreš narediti v ljubezni do kogarkoli. Jezus Kristus nič kriv je šel na križ za
za nas odrešil. Upam, da ste začutili te dve plati križa v našem življenju, tista človeška, ko mislimo, kako nas Bog kaznuje, kako nas nima rad, in na drugi strani križ, po katerem se razodeva taka ljubezen in pa Božja bližina. Zato se mi zdi pomembno, da v tej luči gledamo tudi svoje križe in težave in preizkušnje. Bolezen, nesreča, ponesrečeni medsebojni odnosi, neuspeli medsebojni odnosi, takšne in drugačne ranjenosti, razvodine v življenju. Lahko rečemo, Bog me kaznoval, ampak sem prepričan, da v luči današnjega praznika in današnjega evangelija ne moremo govoriti o kazni, ampak o ljubezni, o Božjem načrtu, ki ga ima Bog do nas. Viktorja Frankla, verjetno vsi poznate njegovo življenje, en večjih psihologov prejšnjega stoletja, rojen v začetku prejšnjega stoletja, preživel je Auschwitz, potem pa oblikoval svojo smer v psihologiji, logoterapijo, kjer želi ljudem pomagati s tem, da jim odpira smisel oziroma smisel kot motivacijo za življenje. In on je v Auschwitzu izgubil vse, izgubil je ženo, izgubil je starše, in ko je prišel domov, je res bil sam, osamljen, ampak je šel naprej. In on sam pravi zase, pravi jaz, Viktor Frankl, nikoli ne bi bil ali pa postal Viktor Frankl, če ne bi bilo Auschwitza. Kaj to pomeni? On bi lahko nenazadnje prekril tista leta, ki jih je živel v Auschwitzu, ampak ni. On je rekel, Bogu hvala za to, zaradi Auschwitza sem drugačen človek, sem boljši človek, drugače razmišljam, prišel sem v stran, do katerih nikoli v življenju ne bi prišel, ampak Bog je to dopustil, to sprejmem in iz tega živim. Mi, če pogledamo naše življenje, vsak ima svoj križ, velik, majhen, Auschwitz takšen, drugačen, in lahko se jezimo, lahko smo slabe volje zaradi teh križev, ampak ne bomo prišli daleč. Samo v luči današnjega evangelija, praznika povišanja križa, v luči križa, ki razodeva ljubezen, lahko ali pa smo sposobni sprejeti svoj križ in svoje preizkušnje, ki smo jih v življenju preživeli. In samo ta pot in samo ta način prinaša ta notranji mir, po katerem hrepenimo. Tako da v današnjem prazniku bi želel vsem nam, da bi bili podobni izvoljenemu ljudstvu v stari zavezi. Pa ne starozavezno ljudstvo, ampak novozavezno ljudstvo, da takrat, ko nam je težko, lahko gremo na romanje, lahko gremo k Mariji, ampak vedno ne moremo, ampak da v tistem trenutku, da se ustavimo brez besed, se zazremo v križ in pomislimo na to ljubezen, s katero je šel Jezus na križ za to, da nas je odrešil. Zagotavljam vam, da ta recept deluje, zato vsem nam želim, da bi bili prijatelji s križem, pa tudi s trpljenjem, ker po križu in trpljenju prihaja blagoslov v svet in naše življenje. Amen. Verujem, da je